Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o eteričnih oljih. Moram reči, da me navdušujejo, saj so izjemno uporabna, če si delamo domača čistila, če se želimo sprostiti, če želimo razkužiti celo zrak doma, če želimo bolje dihati, tudi pri lepoti. Mnogi, tudi sama sem to že poizkusila, se tudi lahko pijejo eterična olja, tudi tako na takšen način ljudje uporabljajo. Skratka, veliko različnih stvari, lepota, čistoča, prehrana, povsod se dejansko uporabljajo eterična olja, a moram reči, da sem tudi sama najprej padla v tale začaran krog nekih takih verižnih, piramidnih prodaj, sem potem ugotovila, in tukaj se velikokrat izgubi tisto, kar je najbolj pomembno, in to je kvalitetna izbira eteričnega olja. Kako prepoznamo, to boste izvedeli danes. Sicer pa predstavimo limono, predstavimo tudi sivko in pa čajevec. V moji družbi pa izjemni Amon, lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala lepa, evo, da se ti pridružimo temu čudovitemu raju, ki si nam ga danes pripravil. Zdaj za sam začetek, preden greva na sivko. Kako prepoznati kvalitetno eterično olje? Ker v trgovini so od 2 evra pa do 20 evrov. Aha. Se pravi, pri izbiri eteričnih olj je treba biti v bistvu kar izobražen in previden. Zdaj pa rad bi enkrat za vselej razčistil glede tega, kaj je to eterično olje, ker tukaj je toliko enih zmed, toliko enih nejasnosti. In v bistvu eterično olje je čista esenca rastline. Pravijo tudi duša rastline in je zelo koncentrirana oblika rastlinskega ekstrakta. Se pravi, rastlina, ki zraste v naravi, se destilira in potem ji ni nič dodano, nič dovzeto, se pravi, to je čista rastlinska surovina. Dostikrat se eterična olja meša s temi dišavnimi olji, ki so zelo poceni sintetični ponaredki nekih vonjev in so lahko tudi zelo škodljivi za človeka. Predvsem vplivajo na hormonski sistem, da čisto porušijo hormone in tako naprej. Ja, mnoge ženske imajo s tem probleme, ko se s temi parfumi špricajo umetnimi in tako naprej. Tako da to je prva stvar, da razumemo, da eterično olje je direktno iz rastline. Potem pa druga stvar, kako je ta rastlina pridelana? Se pravi, iščemo ekološko kvaliteto, kjer ni bilo uporabljenih pesticidov, rastlina ni bila gensko spremenjena, ni bila obsevana. Se pravi, da je zrasla v naravnem okolju, ker šele v naravnem okolju, brez da jo mi tretiramo in dajemo v neke strupe, ona razvija v bistvu to zdravilno potenco, to esenco, ki je v eteričnem olju. Wow. In katero stvar moramo torej gledati, torej iskati ekološki certifikat, to je osnova na eteričnem olju? To bi rekel, da je neka osnova in da je tudi ta certifikat neodvisno podeljen. Ker obstajajo tudi podjetja, ki sama sebe certificirajo, kar je v bistvu čudno. Rabiš nekoga neodvisnega, ki te preverja. Potem so tukaj tudi plinske analize, se pravi, zdaj, ko živimo v tem modernem času, imamo tudi to tehnologijo, ki lahko v svojo korist uporabimo. In to pomeni, da se v bistvu eterično olje, da se da analizo in se vse te majhne, bom rekel, komponente, ki se zdravilne, se v bistvu vidijo noter. To je potem še to. In potem, kar se meni osebno zdi tudi najpomembnejše je, da kupujemo od podjetja oziroma od človeka, ki to dela s srcem, ki to dela z dušo, ki ne dela to samo za denar, in ki ima spoštovanje do te moči, ki je v teh eteričnih oljih. A se ti zdi, da se to pozna? To se zelo pozna, zaradi tega, ker že v bistvu vsak človek, že kot njega kupiš nekaj, se ta energija že čuti v olju. In v bistvu sploh, če pa hočemo se s tem zdraviti, je to zelo pomembno, da ni tukaj še nekih drugih stvari. In tudi vemo, da od tega človeka bomo dobili najboljše, kar pač lahko dobimo. Vsekakor. Sva pripravljena, da začneva s sivko? Ja.
Dejva. Absolutno. Sivka, jaz osebno moram reči, mi je zelo všeč, predvsem zvečer ob 6, 7, ko zaključim z delom, ko začnem sama sebe umirjati, ob 8 grem ponovadi že v posteljo s knjigo, imam dejansko vedno zraven prisoten vor sivke. In ugotovila sem, da dejansko bolje spim, se zbudim bolj naspana, lažje tudi se umirim, ampak sej tukaj zadaj nisem jaz edina, je ogromno ljudi, ki pravi enako, ne? Ja, jaz bi rekel, da sivka ni zastonj v bistvu najbolj popularno, najbolj razširjeno, pa najbolj poznano eterično olje od vseh. To pa predvsem zato, kakor si omenila, ker umirja. Ker dan danes v tem tempu življenja, ko je ves ta stres, ko v bistvu je vseh misli konec dneva že preveč, v bistvu nam ta sivka zelo, zelo pomaga, da nas umiri, da vse te misli grejo stran, da v bistvu za tist večer, da smo malo sami s seboj, preden v bistvu gremo v lahek spanec. Se pa eterična olja lahko uporabljajo različno. Tukaj vidiva, da imava izparjevalnika 2, potem, kako se reče temu? Za svečko, ne? Ja, to je v bistvu ena taka preprosta varianta, kjer se v bistvu, kaj bi rekel, Spodaj se da svečka, pa gor voda, pa potem eterično olje, ne? Tako je. Ker jaz sem prvič naredila tako, pa se vidi pri temole, da sem kar direkt eterično olje noter dala, pozabila sem na vodo, ne? Ja, to se dostikrat zgodi. V bistvu voda je potrebna zaradi tega, da eterično olje ne izhlapi prehitro, a ne? Drugače pa zelo priporočam kakšne take izparilnike, oziroma izparjevalnike, kakor je tale na vlago, tale mislim, da je tudi na vlago, to so zdaj različne variante, in lepo pač še malo navlaži zrak in pač ta von nas na ta način v bistvu najlažje dobimo ta aromaterapevtski učinek eteričnega olja v smislu sivke, da pomirja, Zdaj pa mogoče še, da povem še nekaj stvari pri sivki, Vsekakor. Se pravi, sivka pomirja vse, kar je v zvezi z človekom, se pravi, pomirja kožo. Zelo znana je recimo ta anekdota, kako je sploh nastala aromaterapija, ko je ta gospod René, ki je ustanovil aromaterapijo v Franciji, imel eno zelo veliko opeklino, zelo grozno opeklino in je instinktivno prijel celo steklenico tega eteričnega olja sivke in je polil po tej rani in dobil je čudežno ozdravitev. In potem je začel v bistvu se ukvarjati z temi učinki rastlin in se začel poglabljati. Tako da, to je sicer ekstremen primer, ampak načeloma sivka pomaga pri vseh težavah s kožo, pri opeklinah, ranah, pikih in podobnih stvareh. Potem je zelo fina je za lase. Za lase? Za lase. Ja, tukaj v knjižici sem prebrala, da dejansko pospešuje rast las. Seveda. Pa tudi zgleda podobno, te sivkini cvetovi in stebla zgledajo kot v bistvu človeški lasje, že na to nas spomne. Na kakšen način bi jaz to zdaj dala na lase? Najboljše recimo, da potem, ko si umivamo glavo, recimo zadnjič, ko se da šampon ali pa ko si zadnjič speremo glavo, da damo par kapljic, gor na lasišče pa samo utremo takole noter. Kaj pa, če bi kar dala v šampon? Tudi lahko direkt v šampon, par kapljic pa takole se da gor. Lahko se tudi pusti na konc, ko se spere gor, da to še malo deluje. Odlično. Tako da nekako bi rekel trezni glavo, super je za kopeli, za uporabo z vodo, tudi ker je to taka rastlina, ki zelo deluje na čustva, ki so element vode, zato je fajn za kakšne kopeli, da si damo v kopeli, recimo, da si nakapamo par kapljic v sol in potem v bistvu da se nekako sprostimo. Kaj pa recimo tudi pri čistilih, mehčalcih perila, vidim, da dejansko je zelo uporabna, ampak če greva midva naprej iz sivke dejansko na limono. Limono si pa jaz pokapam takrat, kadar želim, da se dvigne razpoloženje, recimo preden pridejo gostje na obisk ali pa preden se kdo vrne domov. Tako je, rekel bi, limona je en ta kontrast sivki, Sivka, če pomirja, limona v bistvu zbuja eno tako veselje, radost v bistvu do življenja, Rekel, vsi citrusi so taki, limona pa še posebej, to je taka sončna rastlina, Zaradi tega je zelo dobro, če si hočemo v bistvu počutje dvigati, lahko, že da nas dvigne slabega razpoloženja, da nas uveselja ali celo v
Evforijo. Euforijo, wow. Limona, berem tukaj, tudi neguje poškodovano kožo, nohte, čudovit antioksidant, prekrvavitev, kako dejansko zelo dobro. Je pa zmeraj zraven, jaz včasih doma naredim v olje kašne za celulit, pa te scene. To je odlično. Zmeraj limona zraven. Zaradi tega, ker v bistvu limona topi maščobe. In je v bistvu že sama koža, tako vsaka rastlina nam daje sporočilo, že koža tele limone lupina, zgleda kot neka celulitična koža, s celulitisom in v bistvu ona to odpravlja, učinkovito. Kaj pa to, kar nekateri pravijo, da če imajo v hiši nekoga, ki ima alergije, sploh pomladi, pa čez celo poletje, da je zelo super, da imamo tudi aromaterapijo limone, da dobro vpliva na alergije, da jih pomiri? Ja, zaradi tega, ker dosti alergij je tudi povezanih, bom rekel, z počutjem, z psiho človeka, tudi z drugimi telesnimi zadevami in v bistvu ta želja po življenju, to veselje nam pomaga v bistvu premagati, ta von nam pomaga premagati te, bom rekel, sezonske alergije. Tudi recimo zelo priporočam izparevanje eteričnega olja limona pri nosečniških slabostih, recimo, ki so lahko zelo, bom rekel, neprijetne, tako da na tak način se lahko pomagamo, tako da v bistvu jo damo v izparilnik. Wow. Tukaj vidim tvoj recept za mehčalec. 10 kapljic limone v 100 ml kisa in imamo. Ja, to je tudi zelo lepo osveži v bistvu te, bom rekel, obleke. Drugač pa bom povedal za eno tako skrivnost, kar se tiče eteričnega olja limone in če še to povežemo z ajurvedo. Ker je limona zelo sončna rastlina, nosi to sončno potenco v sebi. Če hočemo največji učinek tega eteričnega olja, je najboljši, da ga pač uporabljamo, ko je sonce najvišje, se pravi okoli 12. ure opoldne, ko je sonce najvišje. In če takrat jemljemo kakšna prehranska dopolnila ali pa karkoli, nam bo ta limona v bistvu pomagala pri prebavnem ognju in absorpciji teh hranil. To je ena taka skrivnost, bom rekel. Hvala za to skrivnost. Če gremo naprej na čajevec, čajevec ne znamo uporabljati. Čajevec je eno izmed najbolj uporabnih in popularnih eteričnih olj z razlogom. On je v bistvu, ko cveti, ima take cvetove kot neke krtače. In v bistvu on krtači naše fizično in naše, bom rekel, čustveno telo. Se pravi, to je kot eno čistilo za vso nesnago. Se pravi, ali razkužujemo prostor, ker deluje protibakterijsko, protiglivično in protivirusno. Se pravi, on je čistilec za prostor, čistilec za telo. Dostikrat pomaga pri teh težavah, ki so tudi zelo neprijetne, se pravi, kakšne glivice na nohtih, da si v bistvu s tem pomagamo. Potem recimo kožni izpuščaji, vnetja, recimo atopični dermatitisi, ki so zdaj zelo razširjeni med otroci, pri tem dostikrat zelo pomaga tudi. Wow. Tukaj vidim en kup nasvetov za uporabo, torej repelent tudi dober, vidim 7-15 kapljic v 15 ml baznega olja. Razkuževanje površin 10 kapljic v 100 ml kisa. No, to mi je zelo zanimivo. Nega nohtov na nogi tudi, pri ušeh tudi. Tudi pri ušeh. To je eno tako olje, ki odganja vse, kar je vso to nesnago, bi rekel. Še o enem olju bova danes govorila in to je ta nesmrtni smilj. Ja, smilj dobiva na popularnosti, v bistvu bom rekel, iz dneva v dan, predvsem zaradi tega, ker ima pomlajevalne učinke za kožo in v bistvu ženske norijo za njim dobesedno. In dogaja se, da ga je vedno težje dobiti, ker raste samo pač na določenih predelih, se pravi v mediteranskem okolju in zelo razširjenje, ampak še zmeraj premalo poznan, bi rekel. Se pravi, prvo je, kar so pač gubice, gubice na obrazu. To je zaradi tega, ga ženske imajo rade. Potem naslednja stvar, ki pa mogoče ne poznamo toliko, je pa tudi, da je za vso poškodovano kožo, se pravi, če so kakšni udarci, modrice, potem stvari,
kjer ni dober pretok krvi, a ne, pa so potem ta zastana kri, zastana energija, to zelo hitro v bistvu požene naprej smil. Sploh pri majhnih otrocih, ki imajo dostikrat kakšno, da se kam udarijo, kakšno veliko buško ali kaj takega, če takoj namažemo 4% mešanico, te buške ne bo zginila, ne bo modrice, ne bo otekline, se pravi za vse otekline, modrice, to je najboljša prva pomoč, kar obstaja. Kako pa to narediš 4%? Kako to narediš? 4% mešanico. To pomeni v bistvu efektivno ena kapljica na veliko žlico, a ne olja. Aha, okej, no to rabimo. Odlično. Smil, torej super, fantastična zadeva za ženske. Je to nekaj nasploh eterična olja, nekaj, kar pač imaš doma in potem sprot uporabljaš, glede na to, kaj se pač dogaja? Ja, kar je meni všeč pri eteričnih oljih, ne, napram bom rekel kakšnim čajem ali pa rastlinam, ki rabijo svojo pripravo, a ne, recimo, ne. Tukaj imamo že vse v flaški, vse, kar moramo narediti, se zmešati v koncentracijo oziroma kar direktno dodamo v izparilnik in učinke te blagodejne že takoj lahko začutimo in jih uporabimo v bistvu zase v svoj prid, a ne. To je prednost, a ne, prednost je. Midva, ko sva se pogovarjala zadnjič, sem ugotovila, da sem večkrat preplačala eterična olja. Veliko je teh mrežnih tudi sistemov pa tega v Sloveniji in je treba prepoznati torej kvaliteto, se pravi, tudi po ceni se ne moramo orientirati. Eterično olje ne sme biti prepoceni, po eni strani, po drugi strani pa ga brez veze plačujemo preveč, a ne. Kakor si rekla, te mrežni sistemi marketinga in tako naprej. Ampak eterično olje mora imeti neko svojo ceno, zaradi tega, ker v bistvu rastline, da pridelamo vse te rastline, to ogromno enega dela, ogromno res ročnega dela. To ljudje pobirajo vse te rastline in čistko za orientacijo. Recimo za eno flaško, recimo če pogledaj eno takole flaško 10 ml sivke, a ne, potrebujemo približno 2 kilograma sivke, a ne, cvetov sivke. To je pa veliko, je lahka. Zdaj pa, če pa gledamo take rastline, kot so smil, tukaj je pa to v bistvu je pa še večkratnik. Recimo za vrtnico, za eno kapljico vrtnice, eno kapljico potrebujemo 60 vrtničnih cvetov. Za eno kapljico. Se pravi, za eno takole flaško bi potrebovali 500 000 cvetov vrtnice. Tako da zdaj razumemo, da eterično olje ima svojo ceno, ne. Ampak predvsem, kar je pomembno, je, da razumemo, da če je kvaliteta ekološka, če je naš dobavitelj oziroma ta, ki prodaja eterično olje, če ima etično držo, če ima analize, potem ima to eterično olje je že terapevtsko, ne, ker nekatere, dostikrat slišimo, a ne, mi imamo pa eterično olje, ki so terapevtske kvalitete, ne, ampak vsa eterična olja so terapevtske kvalitete, če jih je naredila mati narava tako, kot ti je bilo dano, a ne, in mi to vzamemo. Izjemno. Danes sva torej predstavila sivko, predstavila sva limono, predstavila sva tudi smil in pa čajevec. Naslednjič predstaviva vrtnico, kaj še imava? Rožmarin, evkaliptus in še eno od teh olj, ki so dejansko danes tukaj in glejte še naprej, spremljajte in začnite uporabljati eterična olja. Kot ste videli, za vse stvari, za prve pomoči, za mehčalce, za pralne praške, za vsa možna čistila in veliko je teh načinov, izvedeli boste še več.